Slovenija sistem najvišje razvitosti, stenica, pustni sistem, na katerega se plačuje tako jedrske elektrarne, kot bom rekel na stotine vrstnih sončnih elektrarn, brez da bi sistem karkoli, brez da bi karkoli bilo takšnega vpliva na sam sistem. Kot vemo, v distribuciji, kjer so nižji pogoji, prihaja do preobremenitev lokalnih tega mreža, do tega elektronskega sistema, teh preobremenitev še daleč ne bo. Je še daleč do tega, da bi prišlo do kakšnih. Tako da to je en velik plus priključevanja na tovrstne napetostne nivoje. Drugo, kar ste pa omenili glede shranjevanja energije, je pa seveda tak način priključevanja izjemno ugoden, ker elektrarna, sončna elektrarna, ki proizvaja čez dan, če je preveč te energije, se preprosto priprejo zapornice hidroturbin in na takšen način se zmanjša proizvodnja iz hidroelektrarne in kompenzira za soncem, posredno pa to pomeni, da imamo to energijo shranjeno za pomoč. In čim več tega, tem bolje, seveda še bolje bo in upam, da tudi bo, da bomo imeli za take primere tudi črpalne hidroelektrarne. Zaenkrat imamo samo eno, medtem ko te predtočne akumulacijske tudi pomagajo, še bolje bi bile pa, oziroma večje kapacitete bi bile še z črpalnimi elektrarnami. Kaj pa pozimi, na primer, torej se bo to shranjevalo, bo enako kot poleti? Pozimi seveda enako deluje, pozimi kot poleti, le da je pozimi bistveno manj proizvodne električne energije iz teh panelov. Razmerje, recimo med današnjim dnem pa decembrskim dnem je 1:10, se pravi decembra 10krat manj proizvedeno kot junija. Zato je pa treba imeti čim več takšnih sončnih elektrarn, da potem imamo tudi pozimi. Torej gospodinjstva se pozimi ne bodo mogla samo na to, poleti pa ja? Absolutno ne, seveda poleti da, pozimi so pa potrebni drugi viri, tle predvsem recimo hidroelektrarne, ki so zelo stabilni viri, ki omogočajo 24-urno oskrbo z električno energijo, plus še shranjevanje energije. Kaj pa cenovna? Ja, prosti, viško delovanja, torej v bistvu okrog 300 gospodinjstev, če sem prav razumela. Ne. Zdaj, odvisno, kako se to gleda, ja, odvisno, vse to je, ne. Eno gospodinjstvo približno 4 megavatne ure proizvede take elektrarne 7 gigavatnih ur, tako da recimo v tem trenutku lahko skrbuje, ki imamo tako sonce, 1800 gospodinjstv. To, kar je pa minister govoril, je pa na letni nivo. Kaj pa finančna teža vsega?